in Slovencem, ki s svojim delom, pogumom, vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo ohranjajo spomin na težke čase slovenske polpretekle zgodovine in so nam v spodbudo, da to dediščino prenašamo naslednjim rodovom. V imenu odbora bo priznanje z medaljo za predanost in zvestobo slovenskemu narodu izročil direktor družine Tone Rode. Letošnji prejemnik je monsignor dr. Anton Stres. Ko je bila leta 1985 v času postopnih družbenih sprememb in v pričakovanju slovenske pomladi na pobudo nadškofa dr. Alojzija Šuštarja ustanovljena Komisija Pravičnost in mir, je odgovorno delo predsednika prevzel dr. Anton Stres. Komisija Pravičnost in mir je v tem prelomnem času slovenske zgodovine odigrala ključno vlogo v procesu osamosvojitve in demokratizacije naše države. Prvenstveno je sicer obravnavala teme, ki so se nanašale na cerkev in odnose, ki jih je takratna oblast vodila do cerkve, a je s svojimi izjavami sooblikovala vzdušje in soustvarjala javno mnenje v družbi. Stališča komisije so brez dvoma pripomogla k aktivni udeležbi vernih ljudi pri demokratičnih spremembah v slovenskem prostoru. Dr. Stres in drugi člani komisije so se aktivno vključili v razne odbore, ki so pripravljali spremembe, med drugim tudi v Bavčarjevo komisijo v zvezi z aretacijo Janeza Janše, Davida Tasića, Ivana Borštnerja in Francija Zavrla. Člani so komisijo zelo resno jemali in jo tudi upoštevali. Dr. Stres se je v tem času aktivno udeleževal sestankov Evropske komisije Pravičnost in mir. Povsod je izstopal s svojimi jasnimi stališči in tako tudi v mednarodnem prostoru odpiral pogled na slovensko družbeno stvarnost. Njegovo poslanstvo in zvestoba do narodovih vrednot so še vedno stalnica njegovega delovanja. Dr. Stres daje velik pomen besedi, in sicer besedi, ki jasno in brez ovinkov sledi resnici. Kot kristjani smo dolžni, da resnico iščemo in da ne podlegamo laži, ki še zdaleč ni nedolžna. Le resnica osvobaja in, kot pravi dr. Stres, je vsak boj za resnico tudi boj za svobodo. Vsak posameznik je poklican, da v sebi goji in razvija čut za dobro in se odpira delu za skupnost. V tem pogledu so prizadevanja dr. Stresa izjemna. Za njegovo jasno besedo, prodorne misli in garaško delo v službi cerkve, slovenskega naroda in slovenske države mu odbor za podelitev Erlichovega priznanja podeljuje priznanje z medaljo. Dragi vojaki, dragi prijatelji, to je malo, znamo pač veliko presenečenje in vsekako se vam lepo zahvalim za to pozornost, za to priznanje. Res sem vesel, da smo v tistih letih, po letu 85, ko se je začelo svetlikati na našem obzorju, da je lahko katoliška cerkev tudi stopila
zelo odločno in jasno na oder slovenskih prizadevanj za samostojnost. Bilo je treba, in še danes je pravzaprav treba, premagovati tisoče predsotkov, češ, kaj se pa cerkev gre politiko, cerkev se nima kaj ukvarjati s tem in podobno. In seveda ta ideologija, ki je silila cerkev na obrobje družbe, je pustila skozi desetletja tudi določene predsodke, težave, pomisleke v samih katoliških vrstah. Če pač človek posluša dan in dan za dnem eno in isto stvar, potem se ga to postopoma prime, če rečem tako po domače. Če vam povem, da se bom skušal biti kratek, kako sem enkrat čisto sam pri sebi doživel moč propagande, ki se te lahko prime, pa če si prej še tako prepričan v nasprotje. Namreč, leta 1992 sem moral iti v Beograd. In takrat ni bilo mogoče iti v Beograd po običajni poti skozi Hrvaško, ampak je bilo treba leteti z avionom v Skopje in potem z avtobusom iz Skopja v Beograd. In tako sem se vozil iz Skopja v Beograd z enim srbskim avtobusom. In takrat Lasta, se še gotovo spomnite tistih avtobusov. No in to je bil čas vojne v Bosni in vojne na Hrvaškem. 8 ur od Skopja do Beograda sem poslušal propagando na radiju. In če bi jaz ne imel tistega spoznanja, ki sem ga imel iz Slovenije, pa se spomnite Cankarjevega doma, pa vse tisti dogodkov, z vsem tistim sem bil oborožen in sem se moral prav upirati, zavestno upirati, da nisem nasedel propagandi, ki se je širila iz zvočnikov v avtobusu. To je moč propagande in zato je treba tako poudarjati, da smo dolžni razmišljati svojo glavo in se ne prepustiti javnemu mnenju, ki je lahko včasih zelo, zelo zavajajoče. To samo mimogrede. No in takrat je potem komisija pač po svojih močeh, skromnih močeh, skrbela za to in seveda to priznanje je tudi priznanje vsem članom komisije. Njihovo število je bilo zelo različno v različnih obdobjih, mandat je trajal 5 let vsakokrat in vsi so bili seveda zelo požrtvovalni in veseli smo to delali in skrbeli smo predvsem za širjenje družbenega nauka cerkve, ki naj usmerja politično, družbeno delovanje katoličanov. Torej, še enkrat hvala lepa za vašo pozornost in Bog živi našo domovino in svobodo v njej.